pozdrav, se sliši? Lep pozdrav vsem prisotnim, da ste prišli na to recimo predno voletno srečanje, ki je hkrati neke vrste predstavitev pomena in poti za preprečitev težav, ki bi čakali na to univerzo, če se ne spravimo skupaj. Bom začel z eno anekdotico. Ko sem šel študirati v Anglijo, sem živel v študentskem domu, kjer je ob ponedeljkih večerja, ponedeljkov večerja je bila taka, da so posebna večerja, kjer so čez celo leto vsi prebivalci, vsi študenti v tistem študentskem domu so lahko prišli k upravitelju doma in tista miza je bila ne tako visoko, malo manj, ampak se je imenovala high table. Meni se je to, tudi jaz sem šel na vrsto malo kasneje, ampak se mi je zdelo to nekako ne sodi prav v mojo kulturo, zato sem se odločil ob tem spominu, ki sem bil tako visoko, to, da bom se sprehajal tukaj med vami. Evo. Želim spregovoriti vam za začetek, potem seveda bomo še o čem drugem, o situaciji v povezavi s prihajajočim novim zakonom o visokem šolstvu, ki je bo ključnega pomena za ne naslednjih nekaj let, ampak verjetno za desetletje, 15 let, vse tako tudi minister govori, ko predstavlja ta zakon. Predno gremo v podrobnosti, pa ne bom pretirano obremenjeval s temile slajdi, ključno bo nekaj čisto na koncu, ko bom želim vam pokazati, da vstop pod temi pogoji, kot se zdaj nakazuje, je za to univerzo krivičen in ga je nujno potrebno pripraviti, da bodo tako učitelji kot študentje povsod po Sloveniji enakovredno obravnavani. Morda za tiste, ki vsi se zavedamo pomena te univerze za naše okolje, ampak vendarle nekaj številk, sem konec matematik, pa rad povem v konkretnih številkah. Na tej univerzi je 6600 študentov, od tega je nekaj čez 5000 rednih. Ti, ki so redni, tudi res živijo tam, kjer študirajo. V Slovenskem Primorju, na 3 lokacijah Portorož, Izola, Koper, je 4200 študentov, od tega nekaj manj kot 2000 stalnim prebivališčem tukaj, ostali stalnim prebivališčem nekje drugje. To pravim zato, ker obstaja raziskava evropska, ki pove tako, vsak študent, ki študira v kraju, kjer ni njegovo stalno prebivališče, prinese tistemu kraju 700 evrov na mesec. Vsak, ki je doma, 300. Poprečno je to 500 krat 4000 je 20 milijonov. Spravi, če kdorkoli, kadarkoli, kdaj pomisli, čemu le, kaj pa sploh imamo od univerze, dajmo se zavedati, da je 20 milijonov izračunanih dodatnega denarja, ki se tukaj pretaka. Za povrh pa ta univerza, bom grobo govoril, ima 25 milijonov proračuna, nekaj, da ste videli, koliko dobimo od države za študijsko dejavnost, nekaj iz projektov, nekaj tržne dejavnosti in tako naprej. Vse, kar ne gre za plače teh ljudi, ki se itak posredno potem v tem okolju porabi, so materialni stroški, ki gredo na dobavitelje, ki so večinoma iz tega okolja, spravi dodatni denarja še z univerze tja. Mislim, da je univerza ne samo zato, ker je univerza eden ključnih stebrov bodočega razvoja te regije, ampak je zdaj tudi že takšen dejavnik, ki bi lahko spravil regijo v takšno situacijo, ki smo zadnjič videli na televiziji, ker je Svea propadla, ne samo, da so ljudje izgubili delo, ampak se je povečala tudi stroške ogrevanja. Tisti ogrevalec zdaj mora podeliti stroške na manjše število pravnih in fizičnih oseb. Zdaj bom pa začel. Financiranje univerz. Tukaj en ključnih razlogov za to je, da vam nekako povem, kaj je narobe s tistim, kar se pripravlja in da moramo nujno stopiti skupaj, pa tudi smo že, da popravimo tisto, kar je v tem trenutku možno popraviti. Običajno je tako, da se univerza financira iz šolnin, če smo pa v javnem sektorju, potem država to nadomešča preko direktnega financiranja za študijske programe. V Sloveniji imamo tri
kakorkoli že, 3 zapise, pisne zapise na papirju, zapisane, ki povedo, kako je treba financirati. V ustavi se pove, da mora financiranje urediti zakon. V zakonu imamo 73. člen. Ta 73. člen boste v kratkem videli, da pove, da je treba upoštevati število študentov in potem imamo vsakokratno uredbo financiranju, ki bolj natančno to pove, kako se naredi. Ustava pravi, kot rečeno, da se financiranje ureja zakon. Trenutno še vedno veljavni zakon o visokem šolstvu ima 73. člen, kjer piše, tako kot piše tam, da je treba financirati univerze, tako da se upošteva, koliko študentov imajo univerze in sicer kako so ti študenti in diplomanti razporejeni po različnih študijskih programih. V ta namen je pred dobrimi 10 leti nastala, saj ne da bi mislil, da boste to uspeli prebrati, ampak samo, da boste videli koncept. Gre za to, da ta dokument ne enači vseh študentov, ampak nekako upošteva, da nekateri študijski programi so finančno zahtevnejši kot drugi. Medicina je najzahtevnejša, tam ima tisti F je 4,5, to pomeni, da en študent se obteži številom 4,5 in je po tistih finančnih sredstvih naj bi bil vreden toliko več kot v številki 1 študent neke družboslovne smeri, na primer ekonomija. Takemu sistemu se je doslej reklo glavarinski sistem, to se pravi, ker nimamo šolnin, zakon v 73. členu pove, da je treba upoštevati število študentov in diplomantov po študijskih skupinah, potem je vse od leta 2003 do 2010 so tako te uredbe, ki so podzakonski akti zakona, so imeli zapleten sistem formul, iz katerih se je natančno izračunalo že v oktobru, recimo, ko se je vedelo, koliko študentov je upisanih, se je vedelo, koliko bo posamezna, ne samo univerza, ampak celo fakulteta študijski program dobil, glede na število upisanih študentov in pa število že diplomiranih. Sedanji predlog zakona je za to univerzo velika past in problem, ker bo ukinil ta 73. člen, ki govori, da se število študentov tisto, ki je merodajno. Zakaj? Zato, ker naša univerza seveda raste v proporcionalnem deležu proti drugim 2 javnim univerzam po številu študentov in bi vsako leto pripadalo večji delež finančnih sredstev. Vam bom tudi pokazal potem tabelo, kakšna je situacija. Tisti trenutek, ko to ukinemo, seveda od takrat dalje je sistem drugačen, trenutno še ne preveč dorečen, ampak več ali manj nekako tako, kot piše v zadnjih 2 vrsticah. Skoraj 90% sredstev je tako imenovanega fiksnega dela, kjer so deleži univerz taki, kot so bili doslej, ostalo je pa stvar nekih pogajanj manjših del. Zdaj, ključni problem, zaradi katere smo mi podfinancirani, je situacija, ki se je zgodila med letom 2010 pa do zdaj in dokler ne bo sprejet nov zakon, bo ta pravna praznina, pravni kako drugače poimenovali zame, pač to neko nezakonito stanje, ki povzroča škodo te univerze. Do leta 2010 so se po tem podzakonskem aktu oziroma uredbi res financirali univerze tako, da se je upoštevalo število študentov, diplomantov in študijske skupine. Leta 2010 pa je uredba bila spremenjena in so se deleži posameznih visokošolskih zakonov, teh zavodov in pa univerz fiksirali na tistem stanju. Od leta 11 dalje ni več pomembno, koliko študentov kdo ima, ampak so deleži taki, kot so. Naš delež je v tem času bistveno zrastel. Tukaj, morda tega, tukaj ne tega ni, da vam povem samo za primerjavo. Naš izračun iz teh številk, če se pogleda,
koliko sredstev dobimo znotraj 3 javnih univerz, tista številka 12 milijonov in toliko, pomeni 5,6% vseh sredstev. Če se pa pogleda nekaj, čemu se rečemo oteženi študenti, vam povem takoj, kaj pomeni, pa je naš delež 6,7%. Se pravi, razmerje, tam, ko vidite v vrstici 3, vidite, kako so porazdeljene te univerze in naša univerza je v tem smislu podfinancirana. Podfinancirana pa ne bi smela biti, kajti 73. člen zakona pravi, da se morajo študijski programi financirati glede na poštevaje število študentov in študijske skupine. Ko pišem tam, ko pišem oteženi študenti, pomeni, da smo vsakega študenta pomnožili, če bi ekonomija kar 1, če bi medicina kar 4,5 in se pridejo tiste številke, kot so. Tako da je razmerje med UP in UL približno 1:10, razmerje finančnih sredstev pa 1:12,5. Naše mnenje, naše stališče je, da mi nismo krivi, če je nekaj nezakonito sprijeto. In ne moremo nositi posledic. Posledice so to, da študentje pri nas študirajo v slabših pogojih, tudi infrastrukturnih. Posledice so, da naši profesori ne morejo napredovati tako kot drugi. Imamo recimo ljudi, profesor, ki si ne moremo privoščiti te takšne pogodbe, ostajajo na pogodbi docenta in tako dalje. Od leta 10 do leta 13 je večina tega primanjkljaja nastala prav zaradi tega, ker se je stanje fiksiralo na letu 2010, vmes pa je naš relativni delež študentov rasel. Problem ni samo nov zakon. Tukaj vam dam morda še nekaj konkretnih primerov, da boste videli po posameznih res primerljivih fakultetah. Potem imate primerjavo med fakulteto za matematiko in fiziko in našim famlitom. Tam je pa celo še prirast, presežek skoraj da krat 2. Seveda to ni čudnega, tukaj je pokazano, da je, če smo mi indeks 1, potem je Ljubljana indeks 1,24. Kako zdaj mi premišljujemo tukaj? Niti ne želimo biti na ravni Univerze Ljubljane, pa smo si tako mislili. Če naj velja 73. člen in če so vsi študentje in vsi učitelji, ker so vsi znotraj enakega plačnega sistema enako vredni, potem želimo, da Univerza na Primorskem ob vstopu v nov zakon in ob vstopu v novo leto, ko bo dokler zakon ne bo sprejet, bojo to morali urediti s podzakonskim aktom, vstopi vsaj s povprečno vrednostjo uteženega študenta. Od smo prišli do številke približno 2,5 milijona evrov je tega primanjkljaja. To je sklep senata včerajšnjega, da pozivamo ministrstvo, da ta sredstvo nekaj najde, če lahko najde za stresni test in podobne stvari, lahko najde tudi za to malo univerze tukaj, ki ima posebno vlogo. To niso neka sredstva. Ali pa naj zapiše notri, da prepozna to nepravičnost in da bo z nekimi mehanizmi postopoma to uredilo. Pri tem so veliko pomoč zahvala študentski organizaciji Univerze na Primorskem in pa študentskemu svetu, ki so se tega lotili, tako kot se pač študenti lotevajo konkretno. Mi v akademskem svetu bolj govorimo, oni so pristopili konkretni akciji na neki simbolni ravni, ker je 6,7 tistih sredstev, ki mi mislim, da mi pripada, so cilji bil zbrati 6,7% podpisov vseh študentov te univerze, kar mi je bilo povedano, da so ta cilj dosegli, oziroma prišli so blizu številke 1000, kaj bo šlo naprej, ne vem. Mi imamo tudi upravni odbor ob 4 in bomo nekaj podobnega, kot je sprejel senat, predlagali za sklep upravnega odbora, kajti zdaj so pač ti zadnji trenutki, ko se vrti zadnji krog pred sprejetjem zakona. Vam smo tudi nekako predlagali, da bi nas pri tej aktivnostih podprli vsebinsko. Mislim, da smo tukaj pripravili tole pismo, ki je tam zapisano in
kolikor se soglašate, da je treba nastopiti enotno in povedati, da ne želimo biti prikrajšani na nobenega razloga, da bi bili obravnavani ne študentje, ne učitelji, ne prebivalci te regije. Mislim, da sem od predsednika gospodarske zbornice sem se tudi naučil, da je ta del Slovenije ustvari 6% bruto družbenega proizvoda, pa bi si za konec rekel sem to, pa dajte nam vsaj toliko, ne ostane v teh krajih. To je to. Mislim, da drugega ni nič. Želim vam pravzaprav samo še zahvalo za naše sodelovanje z nami doslej, pa čim lepše želje za novem letu in pa upam, da bomo poleg tega, da bomo iztržili tisto, kar nam pripada od države, uspeli tudi skupnimi projekti bolj povezati gospodarstvo in univerzo in premakniti to regijo naprej. Hvala. Seveda dobrodošli za komentarje, sugestije, orožja, akcije. Lahko jaz. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, v imenu Mercede mestne občine Koper in našega župana. Moram povedati, da sem bil zelo navdušen nad tem govorom, ali kako se to imenuje, mislim, da sem že na kakšnem predavanju. Ampak moram se zahvaliti rektorju in ga zelo pohvaliti, ker je mogoče na en drugi način nam prikazal nekaj, kar je na koncu tudi vsak razume že z navadno matematiko. Tako da mi bomo to v vsakem primeru jaz to podprli in upamo, da bo to pripomoglo, da bomo vsi skupaj se lepše imeli na našem področju. Hvala. Razmerje programskega financiranja, torej stabilnega financiranja, raziskovanja napram projektnem, če pogledamo vse inštitute v Sloveniji in vse 3 univerze, bomo ugotovili, da je posod razmerje nekje 70% stabilno programsko financiranje, 30% pa približno na projektih. Giblje se tam od 68 do 24, kakorkoli že. Univerza na Primorskem ima 28% stabilnega financiranja, to je programa, in 72% na projektih. To nas sicer ohranja vitalne, žive, ker se moramo skozi boriti za projekte, ampak to je tudi en podatek, kako smo tudi iz tega vidika financirani. Pismo podpore podpišete tudi peticijo, ki je online, vzame vam, ne vem, 33 sekund, zelo hitro. Računamo tudi na podporo univerze, gre se za nas, študentje bomo zadevo, ne vem, predali tudi ministrstvo, ampak kot je že rektor povedal, in tudi sami gradimo na tej primerjavi, če smo za stresne teste bank dali 22 plus minus milijonov, mislim, da Univerza na Primorskem, glede na to, da živimo v družbi znanja oziroma gonimo neko tako strategijo, je zadeva zelo nelogična, da ne najdejo tiste 2,5 milijona za normalno delovanje, predvsem pa za kakovostno izvedbo zastavljenih študijskih vsebin. Tako da še enkrat vas pozivam peticijo, pa tudi pismo podpore, ker se gre pač za študente. Tudi če ne boste pač nas podprli, mi bomo še vedno šli dalje in bomo iskali podporo pri drugih. Hvala.